10.914 podpisov, ki se jih je zbralo na naši spletni strani, in pa knjižica, ki je nastala v času pobude Mačevske za prihodne generacije mamic. V njej so zbrane zgodbe žensk, ki so se na kakršenkoli način srečale z rakom materničnega vratu oziroma s predraženimi spremembami, torej mame oziroma hčere. Ok, hvala. Bomo predali. Pisna poslanska pobuda moja, ki sem jo posredovala danes predsedniku Državnega zbora. Sicer, da se mi zdite prav, da vidite, da je to 11.000 in da je tukaj skoraj 46.000 podpisov, ki rabijo odgovor. Mogoče samo vprašanje, je tudi obrazložena metodologija, na kak način ste te podpise zbirali? To smo že pred več kot 6 meseci razložili vse javnosti, ministrici. V redu, ker je to kar včasih pomembno, ker ja, lahko pa še dodatno... Je to pač včasih pomembno, da se metodologija pozna, na kak način je ti podpisi tudi zbrani. A vi niste vedeli, kako so mi to zbirali? To je precej strašno znano, ko ste ministrski zvezali na tam. Kakšne podpise smo vlagali danes? 46 in še plus 11.000 podpisov, 46.000 plus 11.000 podpisov tistih, ki se zavzemajo, da se uvede brezplačno in prostovoljno cepljenje proti raku na materničnem vratu, ki ga povzroča virus HPV. Ministrica je že davno obljubila, rekla je, da pred 6 meseci, da danes bo to rešeno, danes ni rešeno nič, še več laži je, še več, kot jih je bilo do sedaj. Seveda nas jezi.